trenutke, v 3 dnevih, v 3 treningih ste ekipo moralno dvignili za 300%, bi lahko rekel, da je bil danes povsem drugačen Alpes, ko smo ga bili vajeni gledati. Dobro, jaz sem tako pripravil izključno na tehniko proti Polzeli, nekako sem ugotovil, katere so bili najbolj njihove slabosti in tam smo jih topili, se pravi, dvojili smo centre in pritiskali do Seniča po celem igrišču. Seveda sem bil zaskrbljen, Polzela hit tega prvenstva v vrhu z Laškim in s takimi prvimi ekipami in ni bilo da pričakovati realno, da jih zmagamo. Reakcija Pelca Garneta odlična, vseh igralcev, moram povedati, da se je spostavilo, da ne igranje od Begoviča nam nič ne škodovalo. Mislim, da smo zasluženo zmagali, na koncu bi mogoče zmagali tudi lahko z večjo razliko, ampak smo pač igrali daljše napade in upali na sigurno zmago. Številne rotacije in pa agresivna igra skozi vseh 40 minut, to je tisto, kar je bil Recednik posrečen. Ja, proti tej ekipi, ja. Moram reči, da jaz še točen koncept igre nimam, pa se bi zdaj pripravljal iz tekme v tekme, kaj bi naj igrali. Možno pa tudi, da pride do sprememb v igralskem kadru. Omenili ste spremembe v igralskem kadru, kdaj boste potegnili kakšne poteze? Zaenkrat delam veliko na tem, ampak ne tako veliko, kot na pripravi te tekme. Nekatere podatke že imam, ampak dokler ene celote ne zaokrožim, ne moram nič povedati. Sedaj vas čaka srečanje v Zagorju, tam je Alpos vedno igral dobro, pa veliko krat tudi ostal praznih rok. Zmaga bi bila še kako dobrodošla. No, moram reči, da danes mislim, ne glede na statistiko, da smo Kinga predvsem dobro ustavili. Jasno pa je, da sta, če se budemo povzeli, Američana odlična pri Polzelanih. Potem sledi komentar Američana, ki igra pri Zagorju, Gudriča, se pravi, tam se zadeva vrtela okrog njega, ali bomo sposobni njega ustaviti in seveda, tako da smo danes dobro skakati, mislim, da potem imamo priložnost za zmago. Če pa ne bomo zmagali, pa tudi nekaj posebej.